zdaj izgleda tako, ne? Tu spodaj dobite seznam odprtih razpisov, trenutno je odprt samo razpis pač številka 1, zgori pa tle v nadzorni plošči pa dobite vse prijavnice, ki ste že poslali ali ki imate še v osnutku. Kot vidite, eno prijavnico smo tu že poskušali oddati, zato piše oddano, ostale so v osnutku. Ko oddate prijavnico, se ne da več je spreminjati. Tako da, ko je enkrat oddana, je oddana, konec. Če ste karkoli zgrešili, jo morate ponovno vstaviti. Prijavnico lahko ponovno vstavite v James in po pravilih razpisa velja zadnja prijavnica, ki smo jo prejeli z istim akronimom. Tako da bodite pozorni, ko oddate, je oddana zavedno. Na splošno imate nadzorno ploščo, sistemska jezika sta dva, sta slovenski in italijanski, tako da imate celotni meni v slovenskem jeziku. Angleški je samo pomočni, jaz bi vam ga ne svetovala, da ga uporabljate, ker preverjeni pač prevodi so slovenski in italijanski in so naši uradni jeziki. Prijavnico se pa izpolnjuje vedno dvojezično. Bomo videli potem, da večina pol morajo vsebovati slovenski in italijanski jezik, imamo pa tudi flege, ki nas opozarjajo, če polje ni izpolnjeno. Jaz bi rekla, da poskušamo kar vstaviti na novo eno prijavnico, ko vstopimo v razpis, vidimo podatke o razpisu, vidimo prednostne naloge programa, strategije, razpoložljivi skladi, kar vam je tudi že prej pojasnil Tomaž, shem državne pomoči, ki ga lahko apliciramo in lahko prijavimo našo prijavnico. Akronim in ustvarimo prijavnico projekta. Na levi strani dobimo celotni meni, celotna razpredelnica o vsebinah naše prijavnice. Verzija projekta bo vedno verzija 1, dokler je ne bomo oddali. Naslednje verzije bodo prišle v poštev šele, če bodo prijavnice sprejete, če bodo spremembe v prijavnicah oziroma potem naknadne spremembe v projektih. Tako da sproti tekom celega življenja projekta lahko vidimo verzije projekta. Imamo prve podatke o identifikaciji projektu, potem imamo shemo projektnih partnerjev, potem imamo celoten opis projekta, ki je recimo, da je tisti najbolj kompliciran, tisti, ki zahteva od nas največ podatkov. Potem imamo stroškovne načrte projekta, ki se izpolnijo samodejno, to pomeni, ko vstavimo budžete, bomo dobili vse te preglednice, ki se bodo avtomatično izpolnile. Imamo še del za pavšalne zneske, ki ga mi ne uporabljamo, ker nimamo pripravljalnih stroškov. Potem imamo še priloge k prijavnici. Imamo sekcijo za preverjanje in oddajo projekta. Da vas ne zavede, preverjate lahko projekt kadarkoli, v vsakem trenutku. Če preverite projekt, to ne pomeni, da projekt bo oddan. Tako da jaz vam zares svetujem, da sproti, ko vstavljate, ko končate, rešite in pridete sem in zaženete preverjanje. S tem boste tudi videli, kako malo deluje James, kje mogoče ste kaj pozabili vstaviti in bo dosti lažje. Ne preverjati projekta na koncu. Preverjajte postopoma, vam bo dosti lažje. Ker ko zaženete preverjanje, projekt se ne odda. Šele pa, ko bo vse preverjanje imelo zeleno luč, boste lahko oddali projekt. Tako da je zares pomembno, da sproti preverjate, da se vam ne zgodi zadnji moment, da zaženete preverjanje in da projekta ne morete oddati, ker imate kakšno polje, ki ni izpolnjeno. Na koncu imate še prenos, to pomeni, da lahko zdownloadate vse podatke, ki ste jih vstavili, lahko zdownloadate bodisi v slovenskem kot italijanskem jeziku, kar se tiče sheme prijavnice, in v slovenskem ali italijanskem jeziku, kar se tiče vnešenih podatkov. Tako, zdaj bi pa začeli kar malo z izpolnjevanjem. Torej, kot vidite, tu slovenščina, italijanščina, vsako polje ima, lahko vstavimo tekst v slovenščini in potem, ko kliknemo na italijanščino, se nam označi tle v plavem in vtipkamo še v italijanščini. Če polje ni izpolnjeno, imamo gor to pikico.
bodite pozorni, ker je dovolj, da jaz upišem samo pikico v polje in mi ga sistem označi kot izpolnjenega. To še ne pomeni, da je pravilno, zato bodite pazljivi, da se nehote ne zatipkate in polje na koncu ni izpolnjeno. Pikico ali slash bomo vstavljali v tista polja, ki so označena, da jih ni potreba dodatno izpolniti. Tako da tle imamo identifikacijo projekta, to pomeni akronim, naslov, trajanje projekta v mesecih, torej do 24 mesecev, do 2 leti, ne, recimo 24 mesecev. James nam avtomatično izračuna število obdobij poročanja, potem moramo izbrati prednostno nalogo programa, ki v našem primeru je samo ena, in specifični cilj, ki je tudi samo eden, tako da tle je super easy. Kratek povzetek v angleškem jeziku. Vidite, da ko imamo polja, ki zahtevajo malo več, oziroma pri vseh poljih, ta so najbolj pomembna, no. Vidite, da vam James vam napiše število znakov, ne? Povzetek 5000 znakov, povzetek 5000 znakov. To za vsako polje. V primeru prijavnice offline, kot je rekel Tomaž, smo vam v teh poljih, kjer imate več znakov, vtipkali maksimalno število znakov, da vidite tudi offline, koliko znakov je. Ponavadi je 2000, 3000 ali 5000. Se spreminjajo polja, da vas ne bi zavedlo, da imate približno občutek, koliko je maksimalno število znakov, vključno s presledki. Pomembno še to, vsako stranko odpremo, shranimo spremembe. Imamo nekatere podatke, ki so obvezni, sicer nam sistem ne shrani sprememb, to so ponavadi polja z zvezdico, kot pri vsakih modulih online. Lahko shranimo samo, če vstavimo glavna polja, drugo pa potem lahko izpolnjujemo naknadno. Gremo gor. Tam, kaj je rekla Tanja, ko vnesete dolžino trajanja vašega projekta, recimo 24 mesecev, sistem vam avtomatično preračuna, koliko obdobje poročanja bo 6 mesecev, je fiks, in glede na mesece trajanja vašega projekta vam avtomatično preračuna, koliko poročil boste morali v fazo izvajanja projekta vnesti. Tako da tisto preračunava sam, to vnesete vi. Kakor je rekla, te zadeve so itak fiksne. Bodite pozorni, samo to, tle je kakor kazalo prijavnice, tle je posamezna vsebina, večina vsebin je samo horizontalno ena stran. Boste videli po naslednjem slajdu, ko bo odprla, pa bodite pozorni pri dveh, pa imate posamezne zavihke, da ne pozabite da izpolnite samo prvi zavihek, da ne pozabite naslednjih 2, 3, 4. Pregledne tabele projekta se bodo populirale kasneje, ko boste vstavili podatke. Gremo na partnerje. Ta del sami izpolnjujete, tukaj več ali manj sami izpolnjujete, tle se bo generiralo, na koncu projekta se vam generirajo podatki o strukturi projekta, work packaging, budget linih, partnerji in tako naprej. Tako da to v fazi izpolnjevanja preskočite, se vam bo samo generiralo polno, kar boste nadaljevali s ustavljeni. Saj boste videli sami, da se ne boste mogli izpolnjevati korak za korakom točno tako, kot je na tem kazalu. Mi vam bomo danes svetovali, kako je najbolj enostavno izpolniti to prijavnico, ker so določene strani so med sabo povezane. In je lažje mogoče izpolniti najprej del sekcije C in potem se bomo vrnili spet na projektne partnerje. To bomo videli zdaj sproti, da vam bo čim lažje tudi razumeti logiko izpolnjevanja projekta. Pri partnerjih je precej enostavno, se doda novega partnerja, prvi partner bo vedno vodilni partner, bomo vstavili skrajšan naziv organizacije in potem imate vse ostale podatke. Bodite pozorni pri tipu partnerja, da izberete pravilno. Recimo mi smo ZTS, pa podtip partnerja, v našem primeru ni relevantno. Pravni status, mi smo oseba javnega prava.
Potem imate statistično klasifikacijo projekta, če ste pač tak tip partnerja, številka ID za DDV, če nimate številke ID za DDV, / in boste vstavili potem druge identifikacijske številke. Bodite pozorni predvsem tudi to, če ste upravičeni do povrnitve DDV-ja, torej če DDV za vaš strošek ja, ne ali delno, recimo da ne. EZTS nima DDV-ja, zato bomo recimo vstavili sem našo identifikacijsko številko in bomo vpisali, za katero identifikacijsko številko se gre, recimo. Ko rešimo, se nam pojavijo še vsi ostali deli tega dela prijavnice v partnerjih. Svetujemo vam, da v tej prvi fazi izpolnite samo osnovne podatke, naslov, kjer je pač glavni naslov partnerja, naslov oddelka, kontaktne osebe, kontaktni podatki, torej kdo je zakonit zastopnik, kdo je kontaktna oseba in tako naprej. In motivacijo partnerja. Ostale 3, stroškovni načrt, sofinanciranje in državna pomoč, jih bomo izpolnili potem, ko bomo vstavili delovne sklope, ker bo lažje in tudi, ker so povezani na same delovne sklope. Zato tudi, če bi jih zdaj poskušali izpolniti, bi nam manjkali nekateri podatki. Kar se tiče motivacije in prispevek partnerja, imamo 3 kratka besedila, kompetence in izkušnje, vlogo in vključenost in, če ste vodilni partner, še sposobnost in izkušnje organizacije pri upravljanju in usklajevanju projektu ter komunikacija. Če boš ti povedal še kaj. Dajte se potruditi pri opisih v tem delu. Ta del je zelo pomemben pri ocenjevanju. Če ste gledali ocenjevalne liste ali pa kaj že manuale za ocenjevanje, sta 2 sklopa ocenjevanja. Prvi je strateški del in je vezan več ali manj na samo projektno idejo, drugi je operativni del. Ta operativni del se nanaša predvsem na subjekte, ki prijavljajo, se pravi oba partnerja. Tako da v tem delu dajte se potruditi in dobro opisati vaše reference, vaše izkušnje, zakaj se vi prijavljate v ta projekt, zakaj je ravno vi, zakaj drugi partner in tako naprej. V tem delu bodite dobri, tle dajte dobro pojasniti vse sklope, ki se opisujejo. Tako da ja, svetujemo vam, da pridete pač do motivacije in potem, če je potrebno, dodamo drugega partnerja, dodamo pač. Ste videli, ona je vkljukala prej vodilni partner in je izpolnila podatke za vodilnega partnerja, ko je prišla do konca, je stisnila shrani in so se odprla vsa druga polja za vodilnega partnerja. Tisto smo zdaj zaprli in zdaj odprla za projektnega partnerja in izpolnjuje enako podatke za projektnega partnerja in ko bo stisnila na koncu shrani, se bojo odprle spet iste rubrike za projektnega partnerja. In s tem ima rešeno vse, kar se tiče opisa obeh partnerjev. Dobro. Korak pri vodilnem partnerju in projektnem partnerju, opisi so enaki. Ne pomeni, da so enaki, struktura polja enaka, opisi so seveda različni. Ja, struktura je za vse enaka, samo zdaj ustvarimo še tega in vidite, da so se nam prikazale tu vse rubrike kot prej. Torej imamo vodilnega partnerja in drugega partnerja. Če gremo zdaj na opis projekta direktno, imamo splošne cilje projekta. Tu imamo 500 znakov za opis splošnih ciljev projekta. Pri vseh teh rubrikah posameznih vam je podan kratek opis, kaj se pričakuje, da tukaj opišete. Tako da na začetku so splošni cilji, vse bolj potem so razdeljeni še po posameznih sklopih, bo zdaj Tanja odprla. Zdaj tudi, ko boste začeli ta del, če je bil prvi del, so bili v bistvu splošni podatki vezani na subjekt. In to so tehnikalije, ki se hitro vnašajo. Celoten sklop C je pa dejansko vsebina projekta. Ni dobro, da se usedete pred računalnik in začnete izpolnjevati sam projekt, zareči na suho. Dajte si najprej offline
pogledati vsa vprašanja, ki imajo in narisati strukturo vašega projekta. Dajte delati najprej offline, vse te sklope in potem na koncu samo v Gems copy-paste noter, ker bo precej lažje. Ker boste delali offline, boste imeli narisano strukturo, si boste definirali projekt, cilj, nameni, delovni sklopi, aktivnosti znotraj delovnih sklopov, denar, ki ga rabim, in ko boste imeli vse to napisano, potem je vnos v sam Gems zelo enostaven. Samo ne delati sproti v Gems, dajte najprej si delati offline in potem na koncu vnesti v Gems, bo precej lažje. Tudi zaradi tega, da je potem vnos enkraten, boste imeli podatke vse gor naložene, da vam bo vse prav računalo in boste videli, da bo lažje. Pri sekciji C2 imamo ustreznost in kontekst projekta, tudi tu je opisni del projekta, pri tem izpolnite samo 1, 2, 3 in 7. Torej nekaterih delov ni potrebno izpolniti, smo poskušali pač poenostaviti čim več, recimo dela 2.4 ni potrebno izpolniti, pa treba ga nekako ovrednotiti, če ne nas Gems ne spusti skozi, zato damo vedno recimo drugo in en lep slash v obeh jezikih. In to nam bo omogočilo, da nas bo potem Gems spustil skozi. Kar morate pa izpolniti, so teritorijalni izzivi, kako se projekt spoprijema z opredeljenimi izzivi, zakaj je čezmejno sodelovanje potrebno za doseganje ciljev in kako vaš projekt nadgraduje razpoložljivo znanje. Te 4 sklope je treba izpolniti, dajte se potruditi, mora biti dobro izpolniti, ker pač to je tisto, kar je predmet ocenjevanja. Ostale rubrike ni potrebno, oziroma ne bodo predmet ocenjevanja, ni potrebno izpolnjevati, razen toliko, da en znak morate dati noter, da vas spusti sistem naprej, ker drugače vas sistem ne bo spustil naprej. Ok, tisto, kar je uvodoma Tanja pokazala, ker vsake toliko dajte si narediti test, koliko ste izpolnjevali, koliko niste izpolnjevali. Tam vam bo, mislim, da je en PDF, ga odpre in ti pokaže, katere poglavja si izpolnil, oziroma kje so še manjkajoča polja. Manjkajoča polja. Se lahko poskusimo. Okay, zgleda tako. Trenutno je vse rdeče. Ne, se potem napiše, ne? Recimo pri identifikaciji projekta je ena napaka in mi pove, da manjka del v angleščini. Pri ostalih je malo več napak, ker nismo še ničesar izpolnili. Gre pa zelo v detalj, tako da vam lepo opiše kjerkoli in kaj manjka in zato se vam zares splača postopoma, ko vpisujete v projekt, da malo preverjate in da vidite, če je kje kaj zmanjkalo. Gremo na projektno partnerstvo. Tu je spet polje, ki ga morate izpolniti, morate pač opisati sestavo partnerstva in kako se s partnerji med seboj dopolnjujejo. Seveda imejte vedno v mislih, da govorimo o 2 partnerjih. Tekst v Gemsu je malo bolj obširen in mislim tudi na širše partnerstvo. Vi imejte seveda v mislih, da imamo 2 partnerja oziroma izrecno enega. V primeru, da je samo en partner, bo treba tudi opisati, zakaj je dovolj samo en partner pri tem izpolnjevanju. Preidemo na delovni načrt projekta. Ta del je po mojem najbolj zahteven in je tudi gre tudi najbolj v podrobnosti. Zakaj? Tle so delovni sklopi projekta ali tako imenovani work package. Moramo dodati work package, tako da kliknemo pač na dodaj nov delovni paket in nam avtomatično doda en paket. Ko kliknemo na paket, se nam paket odpre in vidite, da vsak delovni paket ima cilje, investicije, aktivnosti in neposredne učinke. Paket poimenujemo v slovenščini in italijanščini, shranim spremembe, moramo opisati specifične cilje in komunikacijske cilje tega. Boš ti potem dodal ali vsebinsko? Tudi pri strukturi projekta, ki si ga boste zadali, dajte si poenostavljati stvari. Niso veliki strateški projekti z ne vem koliko partnerji. Namenoma smo rekli 2 partnerja. Do 200 000 evrov, do 2 leti. Ne pričakujemo
blazno kompleksnih in kompliciranih struktur projekta. Lahko si jih zamislite, nobena problema. Vas pa ne silimo v to. Dovolj sta za reči 2 delovna sklopa, znotraj vsakega delovnega sklopa 1, 2 aktivnosti, če želite 3, tudi 4. Bolj, ko boste drobili, seveda je lažje za ocenjevanje, lažje ocenimo zanesljivost ali pa ne kvaliteto projekta, ampak koliko ste razdelili sam projekt. Bolj, ko boste ga razdelili, malo več dela boste imeli, malo več dela je tudi pri spremljanju izvajanja projekta. Ne gre za velike kompleksne projekte, ni potrebno. Okay? Zato dajte si poenostavljati te stvari. 2 work package sta več kot dovolj, tudi znotraj vsakega work package 2 aktivnosti sta več kot dovolj. Dajte smiselno združevati stvari. Okay? Specifični cilj samega delovnega sklopa, ne se na kratko odpiše, kaj je specifični cilj tistega delovnega sklopa, in znotraj delovnega sklopa dajte nekaj navesti tudi, kako boste o njem komunicirali navzven. To je to. Kakor sem rekel, ta del dajte najprej domačo nalogo narediti ločeno izven, ne, si postavite strukturo, najprej veste, kaj želite narediti, strukturo projekta, tipe stroškov, ki jih za to rabite, in na to šele greste izpolnjevati, kaj je že James v tem delu. Za vsak delovni sklop ali delovni paket, no, lahko imamo investicijo. Ta del izpolnite, če imate investicije, ki so nad 25.000 evrov. Če imate bolj kompleksne investicije, ki jih je potrebno detaljno opisati, jih lahko dodate sem. Tako da dodate investicijo in jo bolj detaljno opišete. To pomeni, da ima en naslov, eno obdobje. Vidite, da vam sistem že ponudi obdobja glede na obdobja poročanja. To pomeni, da je vzel vaših ustavljenih 24 mesecev, jih je razdelil na 4 obdobja in vam že sugerira, v katerem obdobju bo dokončana investicija. Je zelo v redu, ker je zelo enostavno mu definirati obdobja projekta. Imate utemeljitev investicijo, čezmejni pomen investicije, seveda lokacijo investicije, tehnične in pravne zadeve, ki so vezane na investicijo, lastništvo, kdo bo obdržal lastništvo in kdo bo pač vzdrževal investicijo po koncu projekta. Glede investicij, seveda si želimo investicij. Zelo pomembno je, da je projekt, dobro je, da je, če se izvaja investicija v okviru projekta, da je nosilec investicije, lastnik, hkrati projektni partner. Ni nujno, ne, dobro je. Zdaj, vse, kar se tiče v zvezi z investicijo, podrobno opredelitev, kakšen tip, v katerih primerih je dovoljena, kakšni dokumenti so potrebni v fazi prijave, kakšni dokumenti bodo potrebni v fazi prijavljanja same investicije, je seveda natančno opisano v priročniku o upravičenih izdatkih, tam, kjer se opisujejo izdatki, stroški investicije. Tam je točno napisano, kakšen tip dokumentacije je potrebna prej in kakšna med samim izvajanjem oziroma za dokazovanje upravičenosti stroškov. Še nekaj, glede na to, da mi imamo male projekte in trajajo zelo, relativno malo časa, 2 leti. Če boste uveljavljali investicijo na projektu, dajte res opisati, da je ta investicija tako imenovana ready to go, da imate čim več dokumentacije zdaj v tej fazi pridobljene in da res, če dobiste sofinanciranje, da drugi dan lahko skoraj da zakopljete z lopatami in začnete delati. Če ste nekje na ravni idejne zasnove, nima smisla, ker bo ta projekt z vidika ocene je tvegan in ni dobro. Okay? Naj bo investicija res toliko daleč že doterana, da imate vsaj neko, težko rečemo gradbeno dokumentacijo, ker se pri nas in v Italiji razlikuje, pa če recimo pri nekih investicijah, če je gradbeno dovoljenje pridobljeno, je sigurno boljše, kot če ste šele pri projektni nalogi za izdelavo projektne dokumentacije. Smo predaleč, v 2 letih bo težko priti do same investicije. Mi bi pa radi opremo investicijo imeli zgotovljeno za drugo polovico 24, recimo, tako da lih toliko za logiko. Potem imamo še razdelek za dodajanje aktivnosti. Vsak delovni paket mora vsebovati vsaj eno aktivnost, tako da eno aktivnost morate dodati.
In imamo spet naslov aktivnosti, začetno obdobje aktivnosti, zaključno obdobje aktivnosti, spet razporejene po obdobjih, ki vam jih je že James preračunal, detaljno opis aktivnosti in vključeni partnerji. Vsaj en partner mora biti vključen v vsako aktivnost. Lahko imamo več aktivnosti, dodamo še eno, recimo, ne? In shranimo. Zadnji del so še neposredni učinki, to pomeni, prej smo videli, kateri so neposredni učinki projekta, tako da nam sistem že ponudi naše 4 možne kazalnike. Ni rečeno, da v vsakem delovnem paketu bomo imeli en neposredni učinek. Pomembno je, da imamo vsaj en neposredni učinek, če ne vas sistem ne bo spustil skozi. Neposredni učinki, to so tisti indikatorji, ki smo v začetku kazali, ki so 4. Strategije, akcijski načrti, skupni dogodki, usposabljanja in rešitve. Enemu od teh morate vi prispevati. Pokažem jaz en primer, recimo projekta, da zadnji slajd. V kakšnem smislu? Dobro, lahko je zdaj? Dobro. Ok, tisto, kar smo prej govorili, da je zdaj Tanja šla skozi ta vsebinski del v Jamesu, ki je pomemben, ki je ključen za opis vašega projekta ali projektne ideje. Seveda ne boste sedeli pred Jamesom in kucali in si postavljali strukturo samega projekta, lahko tudi, vsak ima svoj način dela, verjetno bolj, da si najprej naredite neko skico projekta, kako bo vaš projekt izgledal. Recimo, da smo si mi, to ni nujno, da je dober projekt, smo samo vrgli na kup vse stvari, ki se nam zdijo, da za boljšo predstavo potem samega vnosa v James. Recimo, da mi hočemo delati čezmejno pot malih lokalnih zgodb na našem teritoriju. In da obstajajo neke sprehajalne poti, ki niso dovolj valorizirane in želimo, da postanejo bolj pomembna zgodba, da zaživijo. Ne toliko za nas, ki živimo tle, ampak recimo, da tudi za obiskovalce, turiste. In kakor sem rekel, naš namen je, da oživimo tisto pot. Naredimo enostavno 2 delovna sklopa, 2 work package-a. Prva je vzpostavitev krožne poti, fizično. Druga je promocija te krožne poti, ker zares želimo, da zaživi, da jo opolnomočimo. In v okviru prvega sklopa mi rečemo, ok, dajmo definirati produkt, ki ga želimo imeti v zvezi s to potjo. Ker pot za nas, recimo, je produkt. Kaj pomeni definiranje poti? Opredelili bomo namen, kakšen je namen te poti, koga želimo mi privlačiti, kaj želimo s to potjo doseči, kdo so naše ciljne skupine. Vemo, da pot sama po sebi je sama infrastruktura, mi infrastrukturo konec koncev imamo, mi jo želimo, da zaživi. Bomo pogledali, kdo so ponudniki, ki so vzdolž te poti, oziroma katere ponudniki še želimo ustvariti, zato da ta naša pot zaživi. In potem bomo pristopili, moramo kreirati, moramo detektirati, kdo so tisti ključni deležniki, ki jih želimo vključiti, zato da razvijamo to ponudbo oziroma ta produkt. Zdaj, vidite, le en kup nekih aktivnosti in jih nisem drobil vsako po sebi, je samo ena, definiranje produkta. Ne stojte si drobiti bolj globoko, ker nima smisla. Druga je vzpostavitev te poti. Potem, ko smo jo definirali, kaj je to za nas produkt, smo šli v samo vzpostavitev poti. In recimo, da jo moramo markirati, da moramo nabaviti neke opreme, ali so to table, ali so to na vstopnih mestih velike table, ali so to parkirna mesta za kolesa, ali je karkoli od infrastrukture, opreme. In na to se nam zdi zelo pomembno, da če imamo neko pot, ki želimo, da ima dušo in da zaživi, želimo usposabljati vodiče. Zato, da bojo oni, tisti, ki že obstajajo na našem teritoriju, da oni poznajo naš produkt, da nam ga oni pomagajo tržiti. Na tak način smo jo vzpostavili. Zdaj pa moramo začeti živeti z njo. Želimo digitalizirati njo, kup poti tle okrog, gremo po njih, kadar se zaletimo v njih. Običajno pa verjetno mi vsi, kadar gremo za vikend kam pohajati, se pripravimo doma, malo pogooglamo, kam bi šli eno drugo,
Zato rabimo te naše poti, ki si jih bomo želeli imeti okrog, digitalizirati, moramo imeti na nekih mapah in mora biti opisane digitalizacija, umestitev poti na našo platformo, EPK bo imel eno platformo, ne, na tisti platformi, pa to platforma ni del tega projekta, samo toliko, da veste. Bo platforma, kjer bo vsak, ki bo googlal v zvezi z EPK-jem, bo dal noter EPK 2025 in bo prišel do te platforme. Platforma bo imela tako, kot imajo vse platforme. Kje smo, kako prideš do nas, kje lahko spiš, katere programe imamo v tem tednu, v tem mesecu, v tem letu. In potem je še zadnji stolpec drugo ali pa izkušnje. Mi bi radi prišli v tisti stolpec z našim produktom, ok? To je dobro, če opišete v projektu, ker pomeni, da zagotavljate, da nam nakažete neko trajnost vaše ideje. Tako da aktivnost 2.1, znotraj drugega sklopa, prva aktivnost je digitalizacija poti, prva aktivnost, druga aktivnost znotraj drugega delovnega sklopa je pa izgradnja izkušnje. Mi želimo ne promovirati infrastrukturo, ampak izkušnjo, ki jo imamo na tej poti. In če želimo zgraditi pakete izkušenj, moramo seveda ustrezno usposabljati ponudnike vzdolž te trase, moramo delati tečaje vodičev, moramo imeti neke zemljevide, mogoče moramo animirati otroke, šole in tako naprej. Tako da tle smo si narisali vsebinsko strukturo projekta. In to je ta del, ki je Tanja do zdaj opisovala. Če se ne motim, koliko je 3, D3 ali kako so te sklop, v Jamesu je to C4. Kako? C4. C4, ne? C4. Tle o financah ne govorimo, to je samo vsebinska struktura tega projekta, čezmejne poti malih lokalnih zgodb, ker mi hočemo promovirati male, nišne zgodbe ljudi, ki živijo vzdolž neke naše namišljene poti. Recimo, da so to odprte domačije, odprte kmetije, pozabljeni na dediščino in tako naprej. In potem, zdaj v nadaljevanju, ko bo Tanja predstavila, pa pridemo na finančni del. Ta finančni del je seveda vezan na vsebino samega projekta. James, zdaj za razliko od prejšnjih perspektiv, ne zahteva neposredne navezave. Pa boste videli zdaj v naslednji sklopu, vprašali, ok, za vse te vaše zadeve, koliko bo to koštalo? In si naredite lihtko offline, najprej razpredelnico, koliko vas bo posamezne aktivnosti, pa ni nujno, da ta aktivnost ima samo eno vrstico. Lahko ima eno, lahko ima dve, lahko ima tri, lahko jih tudi več razdelate. Ampak bolj pomembno, da si vi ovrednotite, koliko bo to stalo. In kadar pomeni ovrednotite, koliko bo to stalo, najprej naredite skupine stroškov, izhajate iz strukture. Vsebine stroškov in kategorije stroškov. Kategorije so tisti budget line, tiste 3 fiksne, ker potem stroški dela in stroški administracije so itak pavšal. Recimo, namenoma sem obarval, kakor sem rekel, James ne zahteva te navezave. Plavo pomeni, da so aktivnosti, ki so vezane na delovni sklop 1, zeleno aktivnosti, ki so vezane na delovni sklop 2. Jaz si mislim, da če smo rekli, da želimo definirati naš produkt in da bi radi najprej začutili teritorij, kaj sploh ponuja naši ponudniki na terenu, nekdo ima kmetijo, nekdo ima razne obrti, nekdo ima, izposoja kolesa in tako naprej, to so zame deležniki, ki bi želel vkomponirati v moj produkt. Delal bom neke delavnice, 4 ali pa laboratorije idej s temi ponudniki na terenu. Za ta namen si mislim, da bom rabil najeti nek prostor, organizirati nek event, verjetno imel nekega svetovalca, ki bo delal animacijo oziroma moderiranje ali pa razvoj ideje in tako naprej. Mogoče bomo nekaj malega popili in seveda bo potrebno prevajanje. Ker delamo vse, kar delamo čezmejno. Jaz sem ocenil, da košta to 4.000 €, recimo. Ne me držati ne za številke, ne za aktivnost, samo tako za skico. En delovni sklop tudi v okviru recimo markiranja, nekaj bomo rabili markiranje, nekaj že obstaja, nekaj bomo še domarkirali, postavili bomo table in označbe, recimo da 4 table na vstopnih točkah in 15 tabel na trasi in še ne vem, kaj bomo vmes postavili, recimo kakšno urbano opremo ali kaj podobnega. Sem ocenil, da bo koštalo 1.000 € sama zunanji izvajalec, nekaj opreme bo pa 7.000 €, kar smo dali opreme. Rad bi uredil na eni dostopni točki, ker je kritična, bi rad uredil parkirna mesta. In sem rekel, parkirna mesta je investicija, infrastruktura 15.000 €. Nekaj urbane opreme, kakor sem rekel, klopi, neke gugalnice, neke postaje za kolesa. Zdaj, kaj rečem klopi, gugalnice in drugo. Ne vem, če ste zasledili, prejšnji dneve, recimo je imela, ne vem, kdo je imel že, ali Komunala ali Želva, so recimo poslikali klopi v Novi Gorici.
To je nam všeč. Okay? Ne, da samo kupite klopce, dodana vrednost je, da vi kupite klopce, povabite mogoče kakšne umetnike, naredite natečaj in te klopce postanejo neka platforma za umetniško izražanje. Tle je navezava na EPK. Okay? Tako da tle noter imamo neke male opreme, lahko imeli tudi zunanje izvajalce. To zavisi od vaše, kako si zastavite vaš finančni načrt. In seveda, kakor smo rekli, radi bi usposabljali naše vodiče. Natečaj za vodiče, pridite vodiči, predstavimo našo pot, to je seveda strošek zunanjih izvajalcev, recimo 2500. In tako naprej, digitalizacija, oblikovanje izkustvenih paketov, usposabljanje ponudnikov, tisk zemljevidov, hočemo imeti tudi zemljevid, nekje tam noter je skrit, ni potrebno, da imamo aktivno zemljevid, ampak je tle ta aktivnost dovolj široka, tle noter opisano, to seveda boste opisali pri tisti rubriki, da tle noter boste izdelali tudi zemljevide, imamo zemljevid, imamo organizacija dneva odprtih didaktičnih kmetij. Recimo, da je eden del od produkta imeli didaktične kmetije, ki jih bomo razvili skupaj z eno šolo. In recimo tudi to damo noter in imamo. Vidimo, vsi ti stroški nanesejo zunanji izvajalci 23 500. Oprema 14 800, 15 000 imamo za infrastrukturo, skupaj 53 300 in potem se obračuna dejansko še pavšala oba dva, slabih 63 000 evrov je vrednost mojega projekta. Imam vsebinsko strukturo, imam finančno strukturo, jo prediham in ko imam to sfiksirano, grem v Gems, vnesem noter podatke in začnem opisovati. Okay? Dajte si to narediti najprej vajo izven in potem boste videli, da vam bo tudi dosti lažje definirati tam, kje je bila, kako so že specifični cilj delovnega sklopa. Kadar imamo zarisano svojo shemo projekta, jo brez problema opišemo. Okay? Na koncu sem še dodal, kar sem rekel na začetku, sploh ne velja, da daljši kot je projekt ali pa večji kot je finančno, da boljš bo ocenjen. Ta projekt, recimo, da ga izpeljemo v 8 mesecih in košta slabih 63 000 evrov. Zdaj zavisi, lahko boste kakšno aktivnost dodali, bo terjalo kakšen mesec več, lahko boste kaj oklesli, bo terjalo kaj manj. Hočem reči, ne iščemo projektov, ki grejo do maksimuma v plafonu, v financah in v času. No, če se vrnemo na bolj suhoparni Gems. Recimo, če dodamo še en delovni, zdaj sem naredila nekaj, kar vi ne smete narediti. Sistem me je vprašal, če rešim, sem mu rekla, da ne in sem zgubila, kar sem ustavila, vsaj na zadnji strani. Če dodam še en delovni sklop projekta, da bo malček bolj podobno temu, kar ste komi videli, imamo zdaj 2 work package-a in lahko gremo na vnos budžeta. Work packages so vsi enaki, ko jih kreirate, imajo vsi iste 4 rubrike, cilj, investicije, aktivnosti, neposredni učinki, investicije dodate samo pri paketu, ko in če jih imate, aktivnosti pa neposredne učinke pa morate dodati. Aktivnosti vsaj eno, neposredni učinki vsaj enega za celoten projekt. Če se zdaj vrnemo na partnerstvo, imamo vse informacije, da lahko vstavimo zadnje 3 rubrike pri vsakem partnerju. To pomeni stroškovni načrt, sofinanciranje in državno pomoč. Če začnemo pri vodilnem partnerju, stroškovni načrt izgleda tako. Sistem vam bo avtomatično zgoraj preračunal celotni stroškovni načrt. Boste pa morali najprej izbrati, če lahko uveljavljate pavšal ali ne. To pomeni, če lahko uporabljate pavšal za stroške osebja in za pisarniške in administrativne stroške. Če ga lahko uveljavljate, obkljukate oba in shranite spremembe. Če jih ne obkljukate, sistem vas bo vseeno spustil skozi, ne boste pa uveljavljali teh stroškov in vam jih ne bo avtomatično preračunal. Poglejte, če jih obkljukate, vam jih bo tu avtomatično preračunal na podlagi vstavljenih stroškov za BL4, BL5 in BL6. Če jih ne obkljukate,
jih prav ne vidite, vam jih prav ne prikaže, tako da boste takoj videli, da kaj ni v redu, če jih pozabite. Če zgrešite in obkljupate samo BL2, bo itak vedno nič, ker vam ne bo upošteval BL1. Tako bodite zares pozorni, ali oba, ali nobenega. Ker je to vsebina zadnji. Vi imate pravico do pavšala 20%. Pravico, vkolikor imate najmanj eno osebo zaposleno, zaposleno na projektu. Zdaj nekdo je že vprašal, a to pomeni, da moram na novo zaposliti, ali lahko je že zaposlen v firmi, lahko je že zaposlen, lahko je na novo zaposlite. Važno, da boste vi rekli, ok, ena oseba bo delala, imam eno osebo zaposleno in ta dela na projektu. Je dovolj. V tem primeru lahko rečete BL1 in vam bo priznan pavšal 20%, na 20% še 15% za stroške administracije. Ukolikor nimate nobenega zaposlenega in tudi ne predvidevate, da boste imeli koga zaposlenega, v tem primeru ta pavšal seveda vam ne pripada. In če je ta nič, 15% od nič je seveda tudi nič, zato tudi tle ali obkljukate ali ne, je relevantno. Dobro. In potem bo nekdo rekel, jaz ne bom imel nobenega stroška potem na projektu. V tem primeru lahko uveljavljate na tistem strošku zunanjih izvajalcev, lahko uveljavljate recimo pomoč zunanjih izvajalcev, da vam oni pomagajo upravljati, voditi projekt. To je edina možnost, ki jo imamo. Ker pač pravila na Interregu za slovenske upravičence veljajo, da stroške zaposlenih lahko uveljavljaš, ukolikor jih imaš zaposlene. Če jih nimaš zaposlene in kind prispevek ni dovoljen. Zdaj, ta struktura, ki bo Tanja na nadaljevanju predstavila, to je pa zdaj tisti drugi del, ki sem prej rekel. Prej smo postavili strukturo projekta in so bili te C1, 2, 3, 4, tle je tista vsebinska struktura, tle pa zdaj gremo v finance. Če sem imel jaz prej eno tabelo, ki je bila sicer enotna za celoten projekt, tam tiste finance si razdelite, kdo od kateri izmed partnerjev bo imel katere stroške in jih tle noter enostavno to prenesete zdaj v tisti del. Neki stroško bo imel en partner, neki stroško bo imel drugi partner. To zavisi od aktivnosti, kako si jih boste razdelili. Če ste navajeni že delati na evropskih projektih, boste videli, da, kot je že rekel Tomaž, zdaj so BL-ji vezani samo na partnerja, niso več vezani na delovni sklop. To pomeni, da ko boste ustavljali posamezne BL-je, boste ustavili samo stroške za partnerja, boste ustavili znesek, boste ustavili obdobje, ne boste pa ustavili, na kateri delovni paket se nanašajo. Je malo drugače, je pa bolj fleksibilno. Podatki za vse tri BL-je, za zunanje strokovnjake in storitve, za opremo in za infrastrukturo so enaki. Dodate alinejo, opišete tip stroška, dodate komentar, to pomeni malo bolje razložite tip stroška in ustavite skupen znesek. Recimo, da imamo 5000 evrov stroškov. Recimo primer, jaz bom dal tle tip stroška organizacija dogodka. Napišete opis, zdaj pri komentarju dajte nam pojasniti, kaj pomeni organizacija dogodka. Če nam nekdo da noter organizacija dogodka, napiše zraven 30.000 evrov in tle ne bo pisalo nič, verjetno ne bo najboljši ocenjen, ker morate nam povedati, utemeljiti, kaj pomeni organizacija dogodka. To pomeni najem tega, najem tega, najem tega, plačilo tega, predvideno obiskovalcu toliko in toliko. Dajte opisati. Bolj spodobno ali pa bolj konkretno, ko bo opisano, lažje bo ocenjevalcu pri ocenjevanju. Lahko napišete tudi nič. V tem primeru si bo ocenjevalec na pamet ocenjeval. To hočem reči. Tle boste ustrezen denar za ustrezen opis aktivnosti. Lahko jih združujete, ma tle dajte pojasniti kaj. In potem so tiste stare finte, ki naredite v okviru organizacije, bom naredil to, itd. Samo ne narediti eno, ne bom naredil najel ozvočenje, itd. Dajte navesti najel ozvočenje, voditelja, ne vem, catering, promocija, itd. ali kaj podobnega. Pustite si seveda odprta vrata še za kaj, tekom samega planiranja projekta se ne spomnite, pa ni pa dovolj, da naredite eno aktivnost in potem itd., ker je malo smešno. Sistem, ko ustavite celotni strošek, vam potem sistem vpraša, v katero obdobje poročanja
v katerem obdobju poročanja boste imeli strošek. Tako da vidite, da imate skupaj 5.000 in potem lahko teh 5.000 lahko razdelite po obdobju poročanja. Ta zadnji del, ki se imenuje razlika, vam avtomatično sešteva, koliko morate še porazdeliti. To pomeni, če jaz imam 4 obdobja poročanja, dam na primer 1.000 evrov za vsako obdobje, se mi razlika počasi niža, ne? Sistem mi reče, moraš vstaviti še 3.000 evrov in recimo, da vstavim tle 2.000 in še 1.000 zadnje obdobje. In vidite, da zdaj se mi je razlika mi je šla na nič in sistem mi tudi omogoči rešiti, kar sem ustavila. James, v nekaterih primerih, ko so prav, predvsem pri ustavljanju budžeta, bomo videli tudi potem pri sofinanciranju, če seštevki niso pravilni, vam prav ne omogoča rešiti. Tako da je, mislim, pri tem vam pride v pomoč pri izračunih. Podobno imamo za stroške opreme, ali ne, so popolnoma enake, lahko vstavimo karkoli. Bodite pozorni, da tudi tu morate vstaviti bodisi v slovenščini, bodisi v italijanščini, opis in komentarje, seveda stroške pa ne. Edina minimalna razlika, če imamo stroške za infrastrukturo, to pomeni za investicijo, ko pišemo investicijo in seveda pri komentarjih jo pišemo malo bolj detaljno, nas sistem vpraša, na katero investicijo, na kateri delovni sklop se nanaša. Če mi smo prej v delovnem sklopu 1 dodali investicijo in investicija je bila 1.1, lahko tu vstavimo, ti stroški se nanašajo na investicijo, ki sem jo prej vstavil v delovnem paketu 1. Nam ponudi direktno investicijo. Zato morate najprej izpolniti delovni načrt projekta, vstaviti investicijo, da se vam potem tu sploh pokaže investicija in jo lahko povežete. S tem vemo, da cena te investicije, se mi zdi, da je bilo 15.000 evrov, se veže na tisti delovni paket. In potem seveda, recimo, da jo izvedemo vse v enem obdobju in lahko shranimo. Sproti, ko shranjujemo, nam sistem že izračunava pavšal stroška za osebje in pavšal za pisarniške in administrativne stroške. In avtomatično že dobimo našo razpredelnico, pregled stroškovnega načrta. Kaj? Gantt, na začetku. Gantt. Ta ali ta? Časovni načrt? To je. Vidite, ker tam vas sprašuje tudi ne samo koliko, recimo tiste kategorije izdatkov, ne samo koliko bo stalo, ampak tudi kdaj je planirana dinamika, recimo financiranja. Sprašuje prav zaradi tega, da vam na koncu tudi izriše dinamiko financiranja na ravni celotnega projekta. Tle ima on na koncu generira nek Gantt chart, ki je dejansko pomemben prvič vam kot orodje, da vidite, kako planirati dejansko likvidnostno situacijo v hiši. Nam tudi, ali pa tudi vam bo koristilo, če boste zaprosili za predplačila in tako naprej, tako da to lahko tudi polsko spremljate, da vidite, kako se vam zgoščajo aktivnosti in kako se vam zgoščajo finance. To je fajn stvar. Ja, na začetku mogoče malo ni tako enostaven za ga prebrati. Vidite, da imamo delovni paket 1. V delovnem paketu 1 smo vstavili 2 aktivnosti, aktivnost 1.1 in 1.2. Za 1.1 smo določili obdobje trajanja, obdobje poročanja. Za 1.2 nismo stavili nič, zato sistem ni napisal ničesar. V delovnem paketu 2 sploh nismo še vstavili nobene aktivnosti, zato nimamo ničesar. Boste videli, da potem postopoma, ko vstavljate, vam bo tudi lažje razumeti, na kaj se navezuje. Če se vrnemo na budžet, smo bili na stroškovnem načrtu. Ko zaključimo stroškovni načrt za oba partnerja, definitivno stroškovni načrt projekta, gremo na sofinanciranje. Zakaj? Ker sofinanciranje je tudi strukturirano tako, da vsakeč, ko karkoli spremenim v mojem stroškovnem načrtu, moram spet spremeniti sofinanciranje. Zato zares vam svetujem, da ga izpolnite na koncu, tudi ker je zelo enostavno. Sofinanciranje v našem primeru, naš vir sofinanciranja je Evropski sklad za regionalni razvoj, lahko izberemo samo tega. Regionalni sklad za Evropski sklad za regionalni razvoj nam financira 80% projekta.
prispevek partnerja naj bi bil 20%. V tem primeru pa mi imamo 100% sofinanciranje. Zato pri viru partnerskega prispevka nam sistem vstavi direktno našega partnerja, v tem trenutku je vodilni partner, moramo ponoviti pravni status partnerja, ki je isti, kot smo ga vstavili na začetku. Pustimo nič in dodamo nov vir prispevka, ki je sofinanciranje iz italijanskega rotacijskega sklada. In tu imate v vseh navodilih napisano, kaj je treba vpisati. Vtipkamo samo delibera. Jaz sem že pozabila. Kaj je? Čipes. Izberemo avtomatski javni in vpišemo ostali del sofinanciranja. To pomeni, vpišemo teh 20%, to pomeni, da vpišemo 4920. V trenutku, ko ta tabela ima vse skladne podatke, to pomeni, da imamo celotni znesek, imamo prispevek partnerja in smo sistemu povedali, iz kje bomo črpali ta prispevek partnerja, to pomeni iz delibere CIPES, nam sistem omogoči shraniti spremembo. Za druge evropske projekte slovenski partnerji niso imeli tega vira prispevka, ki je italijanski vir prispevka. V tem primeru vsi partnerji morajo vstaviti na enak način ta vir sofinanciranja. To smo napisali v vseh dokumentih, tako da naj vas ne pač preseneti, je enostavno. 80% da Evropa, 20% da država Italija oziroma dežela. Sam to res v tem delu boste pozorni, ko naredite po tem postopku, kakor je rekla Tanja in kakor je opisan v priročniku o izpolnjevanju GEMS. In ta korak naredite na koncu. Ker če boste šli zdaj popravljati spet finančni načrt, se bojo nominalni zneski spremenili in avtomatično tudi preračun na celoten znesek 80% ne bo več 19, bo nekaj drugega in tudi posledično 20% ne bo več ta znesek. Tako da to naredite prav v zadnjem koraku. In valjda naredite, do tega morate priti, da vam dejansko pokrijemo 100%, ker drugače tistih 20% obvisi v zraku oziroma bi bilo na vas, kar je škoda, če pravimo, da lahko financiramo 100%. Ta korak dajte narediti prav res na koncu, ko imate fiks finančni načrt, unesen. Sicer, tudi če boste spremenjali budžet in potem boste preverjali, vam bo itak James povedal, da nekje ni skladen znesek sofinanciranja, tako da itak vas ne bo spustil skozi. Samo pač vedite, da vas ne preseneti, da potem morate spet ponovno ustaviti pravilne vrednosti. Še zadnji del pri partnerju je del o državni pomoči. Tu imamo 4 vprašanja in utemeljite za vsako vprašanje. Sami se lahko avtovalutirate, če vaše aktivnosti bodo imele lahko ali ne državno pomoč. Odgovori so možni da ali ne. Kratka utemeljitev v slovenščini in v italijanščini. Zakaj tudi ta del moramo vstaviti na koncu? Zato, ker moramo označiti, v kateri aktivnosti bi se lahko pojavila državna pomoč. In zato, enako kot prej, če ne vstavimo najprej delovnih načrtov projekta in aktivnosti, ne moremo posledično tu izbrati aktivnosti. In izberemo še režim državne pomoči. In s tem smo zaključili del enega partnerja, smo izpolnili celotni primer celotnega partnerja. Isto moramo narediti potem pri drugem partnerju, ne? Podobno stroškovni načrt, izbrati pavšal, vstaviti BL4, BL5, BL6, izbrati sofinanciranje in državno pomoč. Za vsakega partnerja isto. In zdaj lahko gremo naprej še na rezultate projekta. Za vsak projekt moramo izbrati vsaj en rezultat, če ne nas sistem splet ne bo spustil skozi. Podobno kot prej, za naše 4 kazalnike za učinek imamo 3 možne rezultate.
dva kazalnika učinkov so direktno povezane na kazalnike rezultata, dva žal nimate direktne navezave in zato za kazalnike učinkov 115 in 116 boste izbrali ta indikator rezultata, da vas sistem bo spustil skozi. Obdobje doseganja rezultata je lahko med projektom ali tudi po izvedbi projekta. Ustavite mersko enoto, izhodiščna vrednost in ciljno vrednost in opišite rezultat. Naj vas ne zmoti tu, ker piše ni rezultatov, to moramo še popraviti, v resnici opišete rezultat. Hočeš dodati še ti kaj za rezultate? Je splošno. Rezultat je splošno, tako kot smo prej govorili, dva od 4 kazalnikov učinkov imata navezavo, kot je rekla Tanja, na rezultate, 2 nimata, pač tako so nam dali na programu. In tista 2, ki imata, je v razpisu tudi opisano, katero imate. Recimo udeležba skupno razvite strategije in akcijski načrti, ne, v tem primeru je kazalnik strategija ali pa načrt. Rezultat, kazalnik učinka, ne, ki se ga prej rezultat pa zdaj, koliko, kakor sem rekel uvodoma, koliko subjektov bo implementiralo to strategijo ali pa ta akcijski načrt. Ne. V tem primeru tle vnesete vrednost, jo izberete, izhodiščna vrednost je 0, ciljna vrednost vaša, boste rekli, mojo strategijo bo implementiralo 7 podjetij. Boste tle napisali 7 in boste pojasnili, kaj bo strategija, katera podjetja bojo implementirala in kaj to pomeni implementacija vaše strategije. Dobro, to je ena strategija, pri ta drugem kazalniku učinka, ki ima navezavo na rezultat, je pa ta udeležba v skupnih programih usposabljanja. Ne. Jaz pri mojem projektu bom imel usposabljanje in vodičev in podjetnikov oziroma ponudnikov vzdolž moje trase. Se pravi, imel dve usposabljeni. Jaz vem, da vodičev jih bo 15 in unih ponudnikov vzdolž trase jih bo 7 na naši strani in 16 na italijanski strani. In bom tam dejansko napisal te vrednosti. Preostala 2 kazalnika učinka nimate navezave in smo pač, tako ko reče Italijani, smo forsirali sistem in pač ni navezave na noben rezultat, pač neki sistem moraš pokljukati in pustiš črtico, zato da te sistem spusti naprej. Vse podrobna navodila dobite tudi v priročniku za GEMS, tako da če imate dvome, tam imamo točne navezave, kaj lahko izberete. Morate postaviti vsaj en rezultat, če ne spet sistem vas ne bo spustil naprej. Časovni načrt projekta smo videli prej, se vam počasi izpolnjuje, sproti ko izpolnjujete prijavnico. In potem imamo še projektno vodenje in komunikacijo. Tu je dovolj, da izpolnite samo sekcije 7.1 in 7.3. Ostale ni potreba izpolniti. Torej izpustite 7.2, 7.4, 7.6 in 7.5. Ja. Dolgoročni učinki in trajnost, tudi tle izpolnite samo 8.1 in 8.2, 8.3 spet izpustite, to pomeni kot prej damo samo en znak in shranimo. Ostale tabele se vam avtomatično izpolnijo, to pomeni, boste videli stroškovni načrt projekta po viru sofinanciranja, stroškovni načrt projekta po partnerju in po obdobjih poročanja. So zelo uporabne tabele, jih lahko prenesete, da imate zares vidno tudi da preverite lepo, da je vse skladno z vašim začetnim projektom. Kot smo prej rekli, pavšalni zneski niso na voljo, ker nimamo, tle so mišljeni pripravljalni stroški projektu, jih nimamo, tako da ta sekcija itak ni za izpolniti. Pridemo na priloge, bodite pozorni, da niso priloge prevelike, ne toliko, ker bi vas sistem limitiral, ampak da ne nalagate zadnji trenutek in da mogoče imate slabo povezavo, slabo internetno povezavo, da se vam kaj ne zablokira zadnji moment. Če se le da, je priporočljivo, da
za vsako alinejo, to pomeni za vodilnega partnerja, za partnerja in če imate za investicijo, date vso dokumentacijo v eno datoteko, jo stisnete in naložite zip, to je za lažje za vas in je lažje tudi za nas, da downloadamo, da imamo nekako zaključene pakete. Bodite seveda pozorni, da ne date preveč težkih dokumentov v en zip in da potem tam nalagate ne vem koliko gigabajtov, ker ste nekaj slabo skenirali, pač bodite malo pozorni pri tem, ne. Tako da za vsakega imate prostorček, je pač enostavno naložite datoteko, zberete fajl in naložite. Preveri in oddaj, kot sem rekla že prej, zaženite preverjanje pogosto, bodite pozorni na par stvari. Preverjanje vam pove, da je prijavnica izpolnjena v vseh delih. Vam ne pove pa, da so deli pravilni, da se ustavlja pravilo število partnerjev, da se ustavlja pravilni budžet, da so vse datoteke prilepljene. Kaj pomeni, če ustavite budžet 230.000 evrov, budžet je ustavljen, ampak je nepravilen. Če ustavite 3 partnerje, je nepravilno, ampak projekt bo vseeno skozi. To preverjanje ni preverjanje kvalitete, ni preverjanje vsebin, je samo preverjanje, da ne pozabite delov prijavnice in da so budžeti skladni, ne pa, da so budžeti pravilni. To, kar smo rekli prej, ne? Če zgrešim delež sofinanciranja, nam bo preverjanje pokazalo, poglej, da delež sofinanciranja ni pravilen ali pa ga moraš ažurirati. Samo, če pa zgrešite popolnoma budžet, vam ne bo pokazalo, da je budžet zgrešen, zato bodite zares pozorni in ustavljajte to, kar zahteva razpis. Tle imamo še prenos, lahko izberemo, če prenesti tekst aplikacije ali pa v Excelu budžet. Itak verzija je samo v tem trenutku, je samo trenutna verzija projekta, če bo projekt odobren, boste imeli prvo verzijo, drugo verzijo, mogoče verzijo s spremembami. Jezik izvoza ali slovenski ali italijanski in jezik vnosa, to so pa teksti, ki ste jih vi vnesli, ne, to je jezik izvoza je ogrodje. Jezik vnosa je pa, če želite downloadati slovenski tekst ali italijanski tekst, to pomeni, da imate nekaj različnih možnosti. Pravice v projektu. Glavni prijavitelj je prvi, ki ustvari projekt. Lahko dodate še druge osebe, ki delajo na isti prijavnici. Je zelo enostavno, edino osebe morajo biti že registrirane v Jamesu. To pomeni, da oseba na začetku se registrira, ni potrebno, da predstavi projekta, njen mail je že v sistemu, jaz samo napišem plus, dodam mail in ga dodam projektu in se lahko odločim, če ta dodatna oseba lahko samo pogleda projekt, ga ureja ali ga upravlja. Kaj pomeni upravlja? Da ga lahko da. Zato bodite zelo pozorni, koga dodajate in kako jih dodajate. Tudi če 2 osebi delata hkrati, ne, zadnji trenutek, zadnji dan delamo v 3, bodite pozorni, ker če ista oseba, če 2 osebi delata na isti strani in jo rešujejo, lahko pride do izgube podatkov, da mogoče eden spremeni en del, drugi spremeni drugi del. Zato bodite malo pozorni in se skoordinirajte, če delate v večjih na projektu. In to je to. Jaz bi vam še pokazala, kako izgleda, ko imamo en projekt, ki ima vsa preverjanja zelena, se mi pokaže tako, je vse ok in samo v tem trenutku mi postane aktiven še tipka za oddajte prijavnico in lahko oddamo projekt. Če ne, se mi ta tipka sploh ni aktivna in projekta sploh ne moramo oddati. In zato lahko poskusimo oddati ta projekt. Posreduj projekt, se prepričani, ni mogoče razveljaviti. Ok, potrdimo in projekt postane oddan. Ne dobite maila, vam ne pride noben mail, lepo si oddal projekt. Ne dobite nobenega maila, projekt ostane oddan, lahko si screenshotate. V nadzorni plošči vaš projekt je oddan, ga lahko še vedno pregledujete, ga lahko downloadate, ga ne morete pa več spremenjati. Tako da imate vedno dostop do vašega projekta, imate dostop do vseh podatkov, ki ste vdali do zadnjega trenutka, ne morete pa ga več spremenjati. Pozabil je na 2 velika stroška in bi jih rad dal še enkrat noter. Vstaviš spet.
Ja, in dobim podatke, ki Ja, dobiš vse podatke. Ko ti greš v nadzorno ploščo, tega smo pravkar oddali, grem v moj projekt, ga lahko popolnoma prenesem, vidim čisto vse jezike, vse, ne? vidim vse, imam dostop do projekta, samo ga moram spet celotno dodati, ga Okej, ponovno prijaviti z istim akronimom, z istimi partnerji, bomo upoštevali zadnji oddan projekt. Okay. Hvala. Prosim. Zdaj, če hočete samo še enkrat res, kje dobimo vso dokumentacijo, ki jo potrebno priložiti. Zdaj ne vem, ali je potrebno, da gremo tudi vsako priponko posebej, verjetno nima smisla, v glavnem tistih 5 priponk je, običajno jih boste morali priložiti 4, ker ena je za tiste, ki so izven upravičenega območja, če sem prav štel, tako da veste, da ene 4 priloge priponke morate priložiti. Priponke same so pripravljene v slovenskem in v italijanskem jeziku, seveda vi izpolnite samo slovenski jezik. Ponavadi v priponkah je zelo malo stvari za vnesti, če že so pač podatki vezani na vaš objekt in na koncu se podpiše in skenira in uploada, kakor je rekla Tanja. Tako da to je to, kar se tega tiče, razen tisti Excelov file, ki ga morajo izpolniti samo vodilni partnerji in še to samo v primeru, ko je vodilni partner zasebni, profitni ali neprofitni. Javni ne izpolnjujejo nikoli. Okay? Pardon, na spletni strani so tudi pogosto zastavljene vprašanja in bomo na 2-3 dni ažurirali, nekaj smo jih že obesili gor, drži? Prve smo že obesili gor, tako da če se vam pojavljajo še kakšna druga vprašanja, dajte na našo spletno stran, na naš naslov, mislim, da je spf@euro-go.eu in vam bomo odgovarjali. Če bojo vprašanja zanimiva za vse, jih bomo dali tudi na pogosto zastavljene vprašanja. Kakor je rekla Tanja, tudi prijavnica je offline, če jo lahko date dol, da vidite, katere vprašanja so. Vse, kar se tiče informacij vezane na razpis, to so naši, kdaj smo dosegljivi. Lahko nas kontaktirate na naši spletni strani, lahko nas pokličete, karkoli, pomagamo z veseljem. Vam vsem skupaj želim seveda čim boljšo prijavo, čim več uspeha na razpisu. Srečno!